svetega Jeronima na Evangelija imajo skupaj z familijami drugih cerkvenih učitev svoje mesto v latinskem brevirju. Najverjetneje v polovici 13. stoletja, ko je papež Inocens IV. Uradno odobril uporabo slovanske liturgije pri benediktincih na Krku in v Hrvaškem Primorju, je nastal unikatni prevod brevirja v slovanski liturgični jezik, starocrkvena slovanščina. Srednjeveški avtorji hrvaško-glagolske slovanske različice brevirja so se pri delu posluževali starejših starocrkveno-slovanskih prevodov, zlasti bibličnega besedila. Ostala besedila, med njimi tudi homilije svetega Jeronima, so prevajali naravnost iz latinskega brevirja. Torej, jaz bi predvsem se takoj osredotočila na problematiko obravnave homilij v hrvaško-glagolskih brevirjih. Zdaj imamo v mislih res tisto, kar se imenuje homilija ali torej izlaganje oziroma pridiga na neko perikopo iz Evangelija ali nasplošno iz Svetega pisma. Jaz sem se ukvarjala osebno s homilijami v proprio de Tendore, hrvaško-glagolskih brevirjev, ki sem jih že pred 20 leti obdelala z variantami iz 16 hrvaško-glagolskih brevirjev in po nadpisih sodeč, nekateri tudi ne držijo čisto, ker nekateri nadpisi pač prisojajo homilijo določenemu avtorju, čeprav avtor besedila je v bistvu nekdo drug. V tem poralu hrvaško-glagolskih brevirjev torej nahajamo 43 Avgustinovih homilij, 23 homilij Gregorija Velikega, 15 Ambroževih homilij, 10 Jeronimovih, 8 Origenovih, Bede Venerabilis ima samo 4 homilije in potem po eno Papež in Janez Hristosom. Torej, posebna problematika pri študiju teh homilij v hrvaško-glagolskih brevirjih. Jaz sem tukaj izbrala tudi glavne težave, ampak jih je seveda še več. Torej, prvo je sploh izbira homilij v različnih brevirjih. Načeloma so te homilije zelo, oziroma ta izbira homilije ista v vseh brevirjih, ampak nahajamo določene razlike. To pomeni, kaj mislim s tem, da na isti dan in isto perikopo iz Evangelija lahko najdemo v določenih brevirjih, zelo redko, različne homilije. Jaz sem iskala in včeraj sem že pri predavanju povedala tudi, da sem iskala za to različico, zakaj je v nekaterih brevirjih posamezna homilija drugačna kot v večini ostalih hrvaško-glagolskih brevirjih. In sem našla odgovor tukaj v rokopisih latinskega brevirja, ki se čuvajo v Rniku. Zato sem dala tudi signature. MS 39 iz 14. stoletja odgovarja dejansko tistim specifičnim različicam, ki jih najdemo v najstarejšem brevirju Vrhničkem brevirju. In drugo tako specifično zadevo sem našla v fragmentu ljubljanskega homilijarja. To je fragment tudi hrvaško-glagolskega brevirja, ki se čuva tudi v Nuku slučajno. In tam odgovarja tista razlika majhna rokopisu latinskega brevirja MS 37, spet z Nuka, ki je iz MS 39, ki je 14. stoletja
stoletja, da se čuva tukaj vnuku. Druga težava, ki smo videli že pri predhodnem referatu, torej, je seveda vprašanje prevajalske tehnike in predvsem potem besednega zaklada, ki je uporabljen v teh prevodih. Namreč, v hrvaško-glagolskih brevirjih so dele starozaveznih besedil, evangelija in cel psaltir, dejansko v starocrkveno-slovanskem prevodu v delu od teh brevirjev, tako narečenem neadaptiranem, recimo, to je tista severna skupina, ki smo videli v predhodnem referatu. Iz Krka in Istrec je ta linija. In v nekaterih brevirjih, to je ta južna skupina, so popravljena z ozirom na latinski izvirnik. To je ta južna skupina, to so ti mlajši brevirji, o katerih sta tukaj kolega govorila. In ta sta mlajša iz 15. stoletja večino. Psaltir je v precejšnji meri neadaptiran. Se pravi, ni popravljen po latinskem izvirniku, ampak dejansko je tisti, ki ga poznamo iz starocrkveno-slovanske tradicije, iz najstarejših starocrkveno-slovanskih prevodov in rokopisov. Torej, v prevodu iz grščine. In se tam jasno vidi vse to. Tretja zadeva je problematika avtorstva homilije in latinskega izvirnika. Kot sem rekla, ni vedno točno to, kar je napisano kot afiliacija. Homilije, torej svetega Jeronima uproprijo de tempore hrvaško-glagolskih brevirjev. Najpogosteje v hrvaško-glagolskih brevirjih jih nahajamo 10, glede na napise te afiliacije. Večinoma so to komentarji Evangelija po Mateju, torej 8 jih je. Načeloma v patologiji vse lepo nahajamo v komentariorum in Evangeliju Mateji. Potem je ena homilija na Luko, o kateri smo govorili, 1.4. In delno je tudi v povezavi z Bedovo homilijo, o kateri bom povedala. In potem je druga, ki je Luka 16.1, o tej smo tudi slišali. V nekaterih brevijarjih, v tisto -1, je ena manj. In to je, oziroma v nekaterih vseh, je ena manj zato, ker je samo napisano, za torek 4. tedna Velikega posta, da je Jeronimova, ampak v bistvu je Augustinova. In potem je +1, to je v vrničkem prvem, se pravi v tistem najstarejšem kompletnem brevirju, oziroma Tinalu. In v Novljanskem prvem, ki je torej mlajši iz 15. stoletja, imate na dan spomina nedolžnih betlejskih otrok 28.12. homilijo Bede Venerabilis, namesto torej Jeronimove. Zdaj, sam da povem o tisti homiliji na 28.12. Večina torej ima homilijo svetega Jeronima, tako da zdaj jaz sem izpisala samo incipit, toliko da vidite, da je dejansko razlika. In v Vrbličkem prvem in Novljanskem prvem je homilija Bede Venerabilis, torej o smrti predrazi učenik, katero je napisal prav za ta dan. Če pogledamo naslednjo razliko, naslednja razlika je na 3. nedeljo Velikega posta. O tem smo že slišali, to je tisti Luka 11.14. Jaz sem namreč raziskovala in sem tudi napisala, tole je samo iz mojega članka, ki je šel pred 5 leti mogoče. Raziskovala sem namreč obliko oziroma vsebino te homilije na fragmentu latinskega homilijarja. In tam je Bedova homilija, ki se začne desni želj in tako naprej, za Luko. Isto homilijo sem našla v tistem, torej starejšem latinskem
torej 14. stoletja. Potem vsi hrvaško-glagolski previrji, ki jih poznamo v celoti, imajo že nadpisanega Jeronima in tukaj je zelo zanimivo, ko potem gremo pogledati na nek način tudi kompilacija dejansko ene in druge in potem tudi naprej, če pogledamo, lahko sledimo to na nek način kompilacije, ki sem podrobno opisala v tem članku. Je pa res, da je to tudi v latinskem izvirniku. Naprej, na svetega Štefana je še ena zanimivost spet v teh severnih brevirjih, torej grški prvi vidoveščanje na ljubljanski, ramski. Je dodan en začetek pred homilijo, se pravi je po evangeljskem incipitu, je en začetek, slišamo bratje Mileša, nisem našla tega začetka v originalni Jeronimovi homiliji, ni tega, oziroma homiliji v tistih komentarjih, tega ni in tudi ni v navadi taki začetki. Ta je zelo podoben Bedovim homilijam z začetkom, slišahom, potem je znala, ali pa Ambroževim. Tako da tukaj ne vemo, odkud je bila mogoče že ena tudi kombinacija teh dveh. Problem je tudi prevajalska tehnika. Jaz sem to lahko potrdim, kar sta rekla že kolega, da je zelo dobesedno prevedeno z latinščine in tu se ne bi ustavljala na tem. Je pa nekaj drugega, jaz sem se malo osredotočila na besede, ki so jih izbirali. Zanimivo je, na primer, sacerdos kot erej. Če pogledamo, jaz sem se že malo ukvarjala tudi z besedami v drugih delih, se pravi v svetopisemskih, na primer, besedilih, ki so v brevirju. In tam pogledamo, tam vidimo zanimivo zadevo. Na primer, v tistih severnih, tam, ker je to v Jobu in Makabejcih, je zakonnik uporabljeno za sacerdos, a povsod drugot je erej. Tukaj v Jeronimovih je tudi zelo pogosto ta erej se pojavlja. In če pogledamo na psaltir, povsod vidimo erej. Namreč sem opazila, da velikokrat ta psaltirna različica besede, čeprav je sinonim obstaja, dva sinonima obstajata v hrvaško-glagolski, cerkveni slovanščini. Torej, da se izbira v homilijah, v prevodih homilij, povsod tiste različice, ki je v psaltirju. Podobno je z prevodom skriba. Tukaj imamo knjigoči ali knjižnik, povsod v psaltirju, dobro, tam je samo enkrat knjižnik. Zakaj pa je knjigoči edino v homiliji na tistega na dan svetega Štefana? Jaz mislim zato, ker v incipitu, ki je na ta dan se bere in ki seveda odgovarja starocrkveno-slovanskemu prevodu evangelija, je uporabljena beseda knjigoči. Tako da mislim, da tudi potem so prevzeli, čeprav povsod drugot seveda torej je, tako kot vidimo, je tisti knjižnik, tukaj pa je knjigoči. Potem pa sem gledala še izbrane lekseme, ki dejansko, to so iz teh Jeronimovih homilij, ki dejansko spet odgovarjajo bolj tisti različici, ki je v psaltiru, in dejansko tudi odgovarjajo tisti različici, ki se uporablja potem celo v teh mlajših, torej hrvaških brevirjih, v bibličnih besedilih.
seveda tudi tukaj smo prevajalci, torej, ki so prevajali, glagoljaši, ki so prevajali, to sem samo toliko, da imamo za ilustracijo, da se morali tudi spopasti z določenimi problemi. In z določenimi stvarmi, ki jih mogoče podobno niso znali. Torej, drahma, potem imamo nekako draga, verjetno jim ni šlo v kontekst čisto jasno. Velikus je pristavnik, to smo videli tudi v tistem prejšnjem referatu. Zanimivo pa je, da potem je razlaga Jeronimova, da velikus izhaja od de bila. In zdaj ta ni mogel, tako da potem je prevedel ime prijat od sela, ta prevajalec, je imel težavo s tem. Pekun je, seveda je bolj kot srebro tisto, kar je znal, ali oikonomos, tukaj je jasno, da ni vedel, kaj bi, tako da obaritelj, obatelj, reditelj, torej je pač imel veliko več. Najlepša hvala, upam, da sem